tema danes so napake in ovire v mreženju, tako da gledi naprej. Ko gledamo iz vidika mreženja, vidim, da ena večjih napak, ki folk dela je, če gledamo zdaj tako, te tehnike mreženja pa pristope, to, da nimajo sistema. Da enostavno nimajo od tega urejene baze, nimajo jasnega fokusa, vizije, ampak to pride, jaz mislim rečem, to pride v drugi fazi. V prvi fazi je pa ena večjih napak, ki jih pač delajo, ali pa pač bi lahko delali to stvari boljše, da so dejansko bolj proaktivni. Mi smo dejansko kot narod zelo pasivni, mi čakamo, ne vem, da nam nekdo pač potrka na vrata, da nas pocukajo za rokav, da dejansko hodijo k nam pa nam dajejo pobude, mi bomo pa doma čakali, da nekaj z neba pade. Tako da ena večjih, se pravim, izzivov pri nas je ta, da smo pač enostavno zelo pasivni. Mi vse čakamo. In dejansko, se pravim, ko to premakne nekdo, ko rata bolj proaktiven, zdaj pa trik je po temu, če hočeš pa postati proaktiven, pa moraš vedeti, zakaj bi postal, kaj hočeš, kaj želiš. Pa spet se vrnemo neko zadevo, da rabiš imeti neko jasno vizijo, neke cilje, ambicije, želje, biti zelo motiviran, da se premakneš naprej. In dejansko, ko pa ti najdeš ta notranji drive, svojo motivacijo, jasno vizijo, pa boš premaknil, pa tudi če imaš nek ko bi rekel, ne vem, ali te je nečesa strah, ali je pač nek dvom, ali pač nek manjko nečesa, boš lažje šel čez to. Tako da ta del je, ne vem, dam primer, moj vid je začel zdaj merkati na prehrano, pa 11, zdaj bo 12, pa začel ful športati. Jaz ne rabim odpovedati, on vsak dan naredi, 100 tebrščakov, dela sklece, merka kva je, in on je motiviran, jaz ga ne rabim premikati, ne rabim vsak dan povedati, da ti to počni, in isto je tako z mreženjem. Torej, če imamo jasno vizijo, cilje, ambicije, pa potem pa začnemo pa ko bi rekel, pa ta drug del napake odpravimo, uredimo si bazo, pogledamo, koga lahko pocukamo z rokav, kdo nam prav pride, pa stvar res teče. Ena moja večjih, mislim, zdaj napak, zdaj lahko rečem, da je napaka, ali pa pač napaka je to, mislim, kar mi je žal, zdaj tako spet, da ne vračam predolgo zgodovino, je to, da se ni začel premrežiti. Torej, zdaj, ko pogledam, kaj ti mreženje lahko da, kako, če imaš dejansko si proaktiv, imaš pravi ljudi, kam lahko prideš, mi je tako, res, če bi lahko kaj spremenil v zgodovini, je samo to, da bi se začel prej bolj strateško povezovati, mrežiti, izkoriščati združenja, društva, že po moje od srednje šole, da ne govorim študij, pa pol naprej, ki bi pol moj life bil, ko bi rekel, drugačen, pa da noš mislim, meni čisto vsi zdaj v neki točki rečejo, ti si rojen za mreženje, tebi je to ful dobro, pa jaz sem te stvari ozavestil 6-7 let nazaj, jaz te nisem stvari, pa se hecam, da, se sem jaz vedel že prej, sam pač nisem hotel izkoristiti, ko bi rekel, teh veščin. Tako da, to je bila ena stvar, pa po vsej verjetnosti še pač zadeva, da sem bil zelo velikac, da je napaka, pa lahko rečem, da sem jaz dejansko dokazoval se napačnim osebam. To pomeni, da sem pustil, da name vplivajo napačne osebe, zato ker je bilo itak 3/4 nas, vzgojen v okolju, bodi tiho, bodi priden, da je delaj, to je že floskula, se itak že vsi to govorimo, pa ker enostavno pač tako je bilo, vrednota oziroma uspeh je bil, ko si dobil pogodbo za nedoločen čas, in ko sem jaz dobil to pogodbo, se pravi, to je bilo na Kompasu, taka prva resna pogodba, jaz sem pač, kar je rekel nadrejeni, je bilo pač to sveto, pa kar ne pomeni, da to dejansko je bilo, veliko stvari so prav imeli, pa to, ampak veliko se je dokazalo, da pač temu ni prav. In keče v temu, ker sem bil toliko, ali da to moja napaka, zaslepljen s temu, dejansko, v bistvu nikoli nisem sebe vprašal, kaj jaz dejansko res hočem. Kaj je moja ambicija, kaj je moja vizija, in dejansko jaz sem se začel premikati, ko sem enkrat zaprl oči, star, dajmo reči, 35, 34, in dejansko, ko sem pomislil, kje bom jaz čez 20 let, s takim načinom življenja, z vidika vedno isti ljudje, pa nič narobe, če si vedno isti, ampak pač ta krog ljudi, ki sem bil jaz, je bil ona klasična, toksičen folk, veliko je bilo nekih
pač dajmo reči neumnih debat, pa pač nepotrebnih debat, pa v bistvu še večji challenge je bil, da jaz nisem vase nič investiral. Torej, nič bral, nobenih izobraževanj, da ne govorim dejansko, pač bil na fora pejt v službo, pridam, pogled dnevnik, pa za psihiatrij si zakaj šel zdaj ben za x centov gor. Tako da to so nekaj, če dam tako torej ena stvar je, da se nisem prej začel mrežati, druga stvar je, da sem pač bil dejansko preveč pod vplivom napačnih ljudi, pustil se pač peljati, bodi ti glavo dol, pa tretja stvar je, da dejansko nisem imel nobene vizije in nič nisem investiral vase. Mislim, veš, keče pa je temu, veš, kaj reče, s kom si, tak si. Ne? Zdaj, enostavno, ko si obkrožen z nekimi ljudmi, ti dajo neko sliko, tako je, ne? In dejansko pri meni se je dogajalo, da so mi govorili, ti ful dobro živiš, tebe je ful dobro, zato sem imel mogoče od ne vem, nek procent moje mreže takratne par 100 evrov večjo plačo, ne? Imel sem mogoče malo, jaz sem bil rečemo delal v pisarni, v Kompasu, nisem delal v proizvodnji, nisem vozil kamiona in sem jaz zdaj mogoče v mikrotočki stopil in jaz sem dolg časa, pač, ko bi rekel, ker meni drug rekel, ti si ful, tebe je res cool, jaz sebe nisem vprašal, meni cool, mi ni cool. In pol dejansko tudi, ko si v enem krogu takih ljudi, še enkrat, pa tu ni nič narobe, a so te ljudje, a so dobri, a so slabi, ampak enostavno, a so prodorni, so podjetni, so proaktivni, a veš, so bili oni načeloma vsi ok, ne? Ampak pač enostavno, premalo je bilo folka v moji mreži, ker dejansko bi jaz lahko z njim rastel, ne? In pol pač rataš, pač pasiva, ne? In potem posledično se, ne vem, to pomeni, jaz takrat nisem ne športu, ne merko na prehrano, absolutno nič se izobraževal, ne? In dejansko to ta mreža te pač enostavno pač vlečete nazaj, ne? In pol, še enkrat, mene ta strah, kje bom čez 20-30 let, to me izbrcalo. To me izbrcalo do te točke, da sem bil pripravljen switchati vse. In pol fora je samo temu, ko začneš te stvari menjati, ko začneš v svoje življenje vleči prave ljudi, ne, ko se zveš, kdo si ti, kaj hočeš, česa nočeš, in začneš vleči prave ljudi, pol je fora, da enostavno se omaknejo. Dejansko jim ne daš jim futra za neke neumne debate, enostavno in pol se pač omakne in pol pa rata tudi tukaj zelo velika tak velik gap v duhu, a je to prav, ni prav, ker on je bil moj friend 10-20 let ali pa ne vem, tudi del družinskih članov se ti pač, ker nisi več stari Boško, ne, v mojem primeru, ne, in pol dejansko takrat moraš biti dosti močen, da rečeš, ok, glej, pač to je nova pot, ki sem se jaz odločil in pač jaz se zdaj cool počutim, vidim, da grem v pravo smer in če ti jaz povem, če jaz sam tako pogledam, razlika, kje sem jaz bil pred 30, 35, 40, pa danes, jaz nisem absolutno isti človek. Ne. Tako da jaz se danes veliko bolj počutim v svoji koži, dejansko dan mi je prekratek, imamo mi vsi svoje izzive, ampak je dejansko, tudi pa še ena stvar, kaj se še pokazalo tukaj, ne. Ko sem se jaz odprl, ko je začel ta prav folk meni hoditi, sem je šele takrat videl, koliko sem je šele sposoben. Ne? Torej, od tega napisal knjigo, delavnice, predavanje, ker če bi me en vprašal 10 let nazaj, da bom jaz stal na stageu pred 500 folka, da bom jaz lahko živel, da bom jaz podjetnik, je že to, pustimo to, da bom že podjetnik, bi rekel, da je lahko, ni šans. Ne? To hočem povedati, da ko imaš pa ti danes poslovni klub, super znamka, en kup enih stvari in ko ti vidiš, koliko je zunaj top ljudi, ki te spodbujejo, ki te dejansko dvigujejo, ne bi šel za 1 milimeter nazaj. Ja, zdaj to tako, ko se jaz pogovarjam s folkom, je seveda pridemo te točke, ta strah pred zavrnitvijo, pa se zgodi, če en meni reče ne. Zdaj jaz tudi miksam zelo veliko to osebno prodajo, pa pač mreženje in dejansko, če si prodajnik, zelo veliko slišiš ne. Ampak tudi v življenju je pač, ko bi rekel, nič narobe, če slišiš ta ne. Zdaj, keče samo temu, da ker jaz, zdaj tako, nikoli ni prijetno slišati ne, nikoli ni prijetno, če te nekdo zavrne. To absolutno, torej lahko te zavrne, povabiš nekoga na zmenk, lahko te zavrne, da daš pobudo za službo, za prijateljstvo, ali pa pač za nek biznis. Ne. Zdaj, jaz ko rečem, nikoli ne prevzemi odgovornost druge osebe.
Na tebi je, da prideš, da si najboljša verzija sebe, avtentičen, da pač imaš pošlihtane stvari iz vidika produkta, da pač ne prodajaš buče, megle, da po domače ne nateguješ ljudi. In dejansko tvoje, da v najboljši verziji sebe, skozi najboljši kanal, ki je tebi dosegljiv, dejansko daš, ko bi rekel, signal, glej, jaz bi s tabo se družil, bi s tabo delal, jaz bi dejansko bil del tvoje mreže ali bi pač enostavno ali lahko delava posel. In dejansko tvoje je, da daš ta message. In kle se nehaš razmišljati. In dejansko ne dovoliš sebi, da delaš po temu 66 scenarijev. Kaj če on to naredi, ne? Torej, kaj pa če reče ne, kaj pa če ne odpiše na mail, kaj pa če on ne dvigne telefona, to je njihova odgovornost. Ne? Torej, dejansko ne delimo si 66 scenarijev pol kaj če, pač enostavno dejansko bodi proaktiven, najdi najboljši možni kanal, zdaj, super je, če lahko pridem midva ena na kavo, na sestank, če ne pokličeš, ali pa prosiš svojo mrežo, a ti lahko eno odpre vrata pri določeni osebi, če pač ne, zdaj odvisno, koliko je ta pomembna zadeva, najdeš čez čas drug kanal, si še mičken bolj vztrajen, ne, pa še to, please, nikoli ne ostali se pri prvem neju, ne. A veš, to je tako, ko folk, lahko da je nekdo imel slab dan, lahko da mu je glih, ne vem, mačka zbolela, lahko da je imel res naporno situacijo, pa pač enostavno, lahko da je spregledal, ne, veš, sploh ne vem, če pošlješ, ne, zelo veliko se zdi, pošlje nekdo mail, pa reče, jaz sem naredil, ne, ja, pa pravim, jaz ne vem, kaj pa, si ti daj spregledal mail? Sem, ja, kaj pa če on spregledal mail? A veš, zelo veliko, meni se zgodi, da ne moš vse telefone vrniti, pač jaz se res trudim, da so te stvari na mail odgovorjene, SMS odgovorjene, ampak kakšen dan traja, pa malo zamikom, pa še ena stvar je, ful je pomembno, koliko si ti te osebi pomemben, a te oseba pozna, te ne pozna. Če ti pišeš enemu popolnemu tujcu, pa on ne ve, kdo si ti, je pol mehna verjetnost, da se bo oseba odzvala, ne? In tam je večja verjetnost, da boš zavrnjen, ne? Ampak od tega jaz sem, da te nekdo zavrne, še noben ni umrl, no? Tako da čisto ok, pač tudi to, ko bi rekel, nič narobe, najdi novo pot, pa bodi vztrajen. Pa mislim, mi vedno, mislim, ko bi rekel, jaz sem danes tak zaradi valjda nekih preteklih izkušenj, ne? In logično je, da če imaš, mi ponavadi, če neka negativna izkušnja, ti pač bolj ostane v podzavesti in pač skušaš biti posledično mičken bolj previden, ampak ne smeš pa pustiti, da te pač ta neka stara izkušnja, pretekla izkušnja, neke stare napake ovirajo v nadaljnjih korakih, ne. Zdaj, to pomeni, da dam primer, jaz sem imel, ne, če meni delodajalec en dal odpoved, ali sem imel slabega šefa, ali sem imel konflikt s stranko, pač ne pomeni, da so vsi isti, ne. Veš, če jaz, to pomeni največja napaka je, ko ti vse te ljudi, vse te posameznike, vse te neke dogodke daš v isti koš. In ko to začneš še enkrat delati, to v bistvu jaz pravim temu, smetiš sam sebe, ne. Torej, pomeni, če si imel v mreži, v odnosu z nekom slabo izkušnjo, zdaj ni važno. A je bilo to zdaj, jaz sem moški, pa sem imel slabo izkušnjo žensko, jaz sem ženska, sem imela z moškim, ne pomeni, da so vsi tipi prasci, pa vse ženske, da nam rekel, napačne. Ali pa jaz sem bil ko bi rekel, v poslu z, ne vem, delal sem z nekim tujcem in zdaj bi rekel, vsi tujci so taki. Ali pa vsi, ne vem, tudi fama je velika, ne, vsi podjetniki nategujejo, ni resno. A veš, tako da enostavno, ko ti imel si slabo izkušnjo z neko osebo, ok, zanaliziraj, kaj se je zgodil, kje si ti naredil fail, kaj je bilo na drugi strani, pa sebi reči, glej, tak oseb ne želim več v svojem lifeu. Jaz lahko naštejem itak en kup enih ljudi, da jim vedno rečem, pravi ljudje pridejo v pravem času in napačni se pač v pravem času umaknejo, je pa kle ful pomembno, kaj nas vodi, kakšne vrednote, dejansko, kakšne so naše ambicije in dejansko mi ne smemo pustiti, da nas določene stvari zaslepijo, veš, neka prevelika želja po nečem, pa spregledamo in kup enih signalov, no. Tako da, če smo imeli v preteklosti slabo izkušnjo, nič narobe, ne, in dejansko ne smemo pustiti, da nas ta slaba izkušnja toliko zaznamuje, da mi zaradi te izkušnje rečemo, vsi so isti, oziroma jaz zaradi tega pa ne bom se premaknil naprej, ker v tej točki v bistvu spet ista zgodba, kot začetka debate, delaš škodo sam sebi.
In načeloma pač jaz temu, in pa spet pridemo do točke, da rečeš, sami sebi smo pač, ko bi rekel, največji sovražniki. Ok, da bom jaz zdaj sam wrap-up naredil. A veš, da jaz zdaj naredim wrap-up, se to ti lahko zrezati. No, v glavnem, če gledamo zdaj tako, največje napake ovire v mreženju, sam za en zaključek je dejansko ne biti sam sebi največji sovražnik z vidika dvomati vase, ne živeti brez vizije, brez nekih ambicij. Ne? In dejansko treba je postati bolj proaktiven, ne? Torej, več ljudi pocuka za rokav in ne se bati, če se tam, kot rekel, če te nekdo zavrne, če te nekdo podcenjuje, takrat se sam lepo ne smeješ, pa rečeš, ok, to je tvoja izguba, bom najdel pač nekoga, ki me pač ne bo. In zelo veliko se to zgodi, ker se jaz pogovarjam, mladi, ne, ki jih starejši podcenjujejo, zelo velika tudi, moški, ženske ali neka bolj uspešna ženska, neko žensko, ki je na začetku neke zgodbe, vedno se najde nekdo, ki ima bolj nadut, ne pusti, da te osebe zaznamujejo, dvigam glavo, začrti svojo pot in dejansko jaz verjamem, da je v zuni 50, 20, 30 vrhunskih ljudi, ki ti bojo pomagali, odprli vrata, podprli, zato da pač živiš svoje sanje. Če ti je bila ta tema všeč, teh tem bo še zelo veliko, ampak če ti zanima mreženje, osebna prodaja, lahko skočiš na mojo spletno stran boškoprašilo.si, lahko greš na moj LinkedIn profil, če pa tebe še kakšna druga tema zanima, kar piš mi, kaj te zanima, pa bom jaz temo obdelal eno takmo video. Tako da se še gledava.